Pozdravljeni. Zanesljivost pogonskih sklopov Mercedes je verjetno nekaj, kar bega marsikaterega navdušenca Formule 1. Kaj se skriva v ozadju in kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dirkaških vikendih, pa kot ponavadi v naslednjih minutah. Zanesljivost je ena izmed temeljnih lastnosti, ki jo mora imeti vsaka komponenta, vsak del bolida Formule 1. Nekoč je Enzo Ferrari dejal, da idealen bolid je tisti, ki se pokvari prav v trenutku, ko prečka ciljno črto. Čeprav je tudi Juan Manuel Fangio imel eno izmed temeljnih misli, ki nam dobesedno opiše, kako pomembna je zanesljivost. Dejal je, da ukolikor si želiš dirko končati kot prvi, moraš prvo dirko končati. In to je izjemnega pomena. Videli smo, kaj se je dogajalo, predvsem pri tovarniški ekipi Mercedes in pri McLarenu v začetnem delu letošnje sezone. Ampak verjetno marsikoga izmed vas zanima, kaj je tista zadeva, ki povzroča te težave, tako pri McLarenu kot predvsem pri Mercedesu. In po veliki nagradi Barcelone smo lahko slišali izjavo Jamesa Ellisona, ki je usmeril sume tja v oddelek, kjer se nahaja baterija oziroma energy store, kot se v angleščini poimenuje ta komponenta pogonskega sklopa. In treba je povedati, da je Ellison govoril o modulih, kar nam, kot bomo videli v nadaljevanju, verjetno kaže na to, da v resnici ne gre za težavo v tisti glavni komponenti, ampak v delčku, ki uravnava delovanje letel. Verjetno ste tudi vi opazili, kako so pri McLarenu in pri Mercedesu imeli kar nekaj težav, medtem pa, ko pri Williamsu in Alpinu nismo verjetno zapazili večjih težav, kar se tiče pogonskega sklopa. In tu si moramo priznati nekaj, da mi navdušenci tisto, kar se dogaja v ozadju, pogostokrat spregledamo. Ampak nismo spregledali, na primer, dvojnega odstopa, ki smo mu bili priča pri McLarenu na veliki nagradi Kitajske, še preden se je vse skupaj začelo. Opazili smo, da je imel, na primer, Lando Norris težave še naprej. Ampak danes se bomo nekako usmerili na tisto, kar se je dogajalo, predvsem pri tovarniški ekipi Mercedes. Zakaj ne toliko pri McLarenu? Ker je McLaren v bistvu čista stranka tistega oddelka pri Mercedesu, ki proizvaja pogonske sklope, in oni nimajo nobenih povezav, kar se tiče inštalacije, s tistim, kar imajo pri tovarniški ekipi Mercedes, in lahko, kot bomo videli, je krivda za marsikatero nevšečnost tudi na strani McLarena in ne toliko na strani onega oddelka, ki se nahaja v Brixworthu. A ne smemo mimo dogajanja, ki smo mu bili priča na veliki nagradi Kanade in veliki nagradi Barcelone. Tam smo videli nekaj, kar je morda temeljno za razumevanje sploh tistega, kar je šlo narobe. Odstop Georgea Russella in odstop Andreja Kibija Antonellija. In tu bi marsikdo sedaj lahko pripomnil, da je imel v tem razponu tudi Lando Norris 2 odstopa. In govorimo o tem, da je enkrat odstopil zaradi težav z menjalnikom, kar ga izloča iz te statistike, ampak drugič v Monaku je imel težave
prav z baterijo. In tu se bomo ustavili kot običajno pri uradnih dokumentih. Ne vemo še, kaj se bo zgodilo na bolidu, ki ga vozi Andrea Kimi Antonelli, ampak zanimivo se mi zdi, da George Russell po veliki nagradi Kanade ni vgradil nove enote. Tu imamo spisek, kjer so lepo nakazane številke, ki ponazorujejo, koliko posameznih elementov je porabil do tega trenutka posameznih voznik. Vidimo, da Lando Norris je blizu tiste meje, ampak George Russell je imel v Kanadi uporabljeni 2 enoti in tudi v Barceloni prav tako Andrea Kimi Antonelli. In tu je verjetno tisti prvi znak, tisti prvi signal, da sama baterija ni tako kriva, kot verjetno nek modul, nek element, ki se nahaja okrog te baterije in povzroči, verjetno morda tudi zaradi varnosti, da se sistem ugasne. In verjetno sedaj smo razumeli, da morda je potrebno samo zadeve, na primer resetirati po dirki in vse deluje v najlepšem redu. Ampak zakaj je cel sistem šel v to varnostno zanko? Verjetno zaradi previsokih temperatur. In tu imamo kar nekaj signalov, ki nam kažejo v to smer. Namreč, kako je odstopil George Russell? Boril se je z Andrejo Kimijem Antonellijem, vozil je za njim in ko ga je prehitel, ko se je hotel oddaljiti, ko je, bodimo iskreni, pritiskal na plin, kar naenkrat mu je cel sistem ugasnil. In kako je odstopil Andrea Kimi Antonelli na veliki nagradi Barcelone? Vozil je kar nekaj krogov z Georgeom Russellom. Hotel ga je prehiteti in seveda v trenutku, ko je prišel mimo in se je hotel oddaljiti, mu je kar na lepem celoten sistem odpovedal in pogonski sklop ugasnil. Lahko bi dejali fotokopija tistega, kar smo videli le nekaj velikih nagrad poprej. In seveda tu je upravičeno sumiti, da so se temperature pod korovom pogonskega sklopa dvignile. Namreč tisti, ki sledi onemu, ki je spredaj, dobi v tiste hladilne reže, tako bočni kot predvsem zgornjo, precej izpušnih plinov onega, katerega zasleduje. In to, hočeš nočeš, dvigne temperaturo. In seveda, ko je voznik prišel mimo, seveda z večjo ali manjšo težavo, in se hotel oddaljiti, je seveda zopet uporabljal verjetno malce več tisti električno-hibridni del, kar pomeni zopet dvig temperature. In verjetno mnogi izmed vas se sedaj sprašujejo, zakaj pri ekipah ne odprejo še dodatne hladilne reže, ki bi pomagale hladiti. Videli smo, na primer, na bolj vročih velikih nagradah, kako se razne škrge, razne odprtine kar pojavljajo tu pa tam po sami karoseriji. In tu se je potrebno za trenutek ustaviti. Najprej, ali vemo točno, kje je nameščena baterija in vsi moduli okrog nje. Baterija je nameščena tam prav ob bloku samega motorja z notranjim zgorevanjem in praktično tik pod tako imenovanim airskopom oziroma tem delom, ki usmerja svež zrak v turbino in seveda s tem povezanim kompresorjem ter motorjem z notranjim zgorevanjem. Torej, nahaja se na nekem mestu, ki je težko hladiti, ampak Mercedes ima zato tisti 2 ličnici, ki sta seveda značilni za to konfiguracijo pogonskega sklopa. Ampak po drugi strani, če odpremo kakšne večje reže, bomo samo dosegli to, da bo vroč zrak hitreje zapustil območje pod pokrovom.
ne bomo dosegli to, da bo svež zrak hitreje prišel notri, kajti špranje ostajajo iste. In seveda na takšnem mestu, kot je baterija, je hlajenje izjemno težko sploh uravnavati. Torej, vsaka špranja, bi lahko dejali, malce poenostavljeno, lahko situacijo prej poslabša, kajti spremeni ta zračni tok pod samim pokrovom, kot da bi ga dobesedno izboljšala. Ampak tu se lahko začnemo spraševati, kaj lahko pričakujemo v prihajajočih velikih nagradah. Verjetno se vsi mi strinjamo, da težava, kot jo vidimo pri Mercedesu, ni nekaj, kar bi odpravili tako v naslednji dirki, v naslednjih dneh, lahko bi dejali dobesedno nekako z levo roko. Potrebno bo najprej zadeve razumeti in jih potem odpraviti. Ampak tu bi lahko dejali, da pri Mercedesu imajo določene rešitve, ki so zasilne, ampak verjetno bojo delovale. Prvič, vozniki se bodo morali izogibati temu, da bodo neposredno vozili za onimi tam spredaj. Imeli bodo verjetno večja razmaka in tisti poizkus prehitevanja bo trajal malce manj časa, kot smo videli v dvobojih na veliki nagradi Kanade in na veliki nagradi Barcelone. Izgleda smešno, ampak v resnici praktična zadeva, ki bi morala delovati. Drugič, lahko bodo spremenili program, ki uravnava električno-hibridni del. In to pomeni tudi mogoče znižanje moči. Namreč, kot smo povedali, ne pomaga ti nič, če imaš največjo moč, če na koncu velike nagrade ne zaključiš. In tu smo videli, kako lahko vpliva tudi na potek samega prvenstva. Zaradi tega bi lahko opazili, da Mercedes ne bo tako dominanten, kot smo nekako pričakovali glede na prejšnje velike nagrade. In seveda to je tudi izjemnega pomena. Lahko bodo imeli določeno nastavitev na volanu ali pa tudi ne. Vsekakor bodo bistveno bolj pozorni na tisto, kar kaže kakšen poseben senzor prav tam okrog baterije. In seveda ne smemo pozabiti, da bomo morali biti tudi malce bolj pozorni na število tistih komponent pogonskega sklopa, ki so jih vgradili. Namreč, če drži, da je George Russell na veliki nagradi Kanade uničil baterijo, pomeni, da ima sedaj vgrajeno ono, s katero je svetovno prvenstvo začel. In videli bomo, kaj je na bolidu Andreja Antonellija. Ampak toliko o tem, da imamo vsaj neko predstavo, na kaj moramo biti tudi pozorni na prihajajoči veliki nagradi Avstrije. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.